Prisrčno pozdravljeni v tem sobotnem dopoldnevu. Danes je zadnja sobota v letu 2020, v letu, ki sta ga zagotovo zaznamovali nepredvidljivost in negotovost. V letu, ki je bilo obeleženo z vsem, kar se nanaša na virus, epidemijo, pandemijo in z vsem, kar je s tem povezano. Verjamem, da smo veseli, da smo lahko kljub temu, da se v letošnjem letu 5 mesecev nismo mogli zbirati v naših molitvenih domovih na bogoslužjih, vendarle povezani s pomočjo digitalnih medijev. Hvala Bogu za to priložnost. Ravno tako mu tudi hvala za vso njegovo zaščito, ki smo je bili deležni v tem iztekajočem se letu. Moja želja in prošnja Bogu je, da nas vodi in spremlja tudi v novem letu. Ne vemo, kaj nam prinaša, toda tisto, kar lahko vemo, je, da bo Bog vedno z nami, da nas želi varovati, voditi in blagoslavljati, ter da želi, da postajamo iz dneva v dan bolj podobni njemu in njegovemu značaju, ter da tako izpolnimo tudi vlogo, ki jo imamo, da smo sol in luč sveta in okolja, v katerem živimo in se nahajamo. Želim vam zdravo, srečno in veselo ter miru polno novo leto. Naj vas Bog vodi in spremlja v vašem življenju in vas blagoslavlja na vseh življenjskih področjih. Naj vam da svoj mir in svoj blagoslov. Čakam te in te kličem. Plamen moči in modrosti znova zdaj meni prižgi. Duh Sveti te potrebujem. Svojo močjo me okrepi, čakam te, moj tolažnik. Varuh si naših zavitjev, bolnim uteha si ti. Rosa za ženo si dušo, vir slabe si radosti. Duh Sveti te potrebujem. Pridi, moj pomočnik. Svojo močjo me okrepi, čakam te, moj tolažnik. Vrele življenja v puščavi, radost mi vliva srce. Roka zdravilna mogočna, dvigni, obnovi me. Duh Sveti te potrebujem.
Leta 1988 je bil posnet film z naslovom Medved. Gre za sago o malem medvedjem mladiču, čigar mati je med iskanjem medu zdrsnila po skali in izgubila življenje. Prisiljen, da poskrbi zase, se mladič bori za hrano in preživetje. Njegove možnosti, da mu uspe, so minimalne. Nato pa se zgodi nekaj nepričakovanega. Mladiča tako rekoč posvoji orjaški kodjaški medved. Velikan neprestano pazi na malčka in ga ščiti pred pumo, ki ga zalezuje. Mladiča uči, kako biti medved. Vse, kar počne oče medved, mladič posnema. Brodi po vodi in za ostrimi kremplji ujame ribo, se postavlja na dve nogi in z drgnjenjem ob drevo praska po hrbtu. Prav, kakor je to videl početi očeta. Ob gledanju teh prizorov gledalca napolni upanje. Mladič ima prihodnost. Preživel bo. Nekega dne pa se oče in mladič ločita. Mali medved nikjer ne more najti svojega očeta. Puma, ki na tem, da bo ujela mladiča, nikoli ni obupala, zdaj zazna svojo priložnost. Ob reki se iz oči v oči sooči z mladičem. Zdaj bo skočila. Mali medved pa naredi to, kar je videl narediti svojega očeta. Postavi se na zadnje noge, dvigne svoje šape in poskuša silovito zarenčati. A vse, kar mu uspe spraviti iz sebe, je le prestrašeno cviljenje. Pume to ne prepriča. Tako mladič kot njegov napadalec se zavedata, da bo mali medved izgubil življenje. Nato se kamera osredotoči na obraz pume, kjer se izraz nenadoma spremeni. Iz krvoločnega in pripravljenega za napad v prestrašenega. Puma v hipu preneha renčati, se naglo obrne in pobegne. Kamera se usmeri na mladiča, ki je presenečen, tako kot vsi, ki gledajo ta prizor. Je možno, da je njegovo renčanje delovalo? Takoj zatem pa se kamera počasi oddaljuje in takrat vidimo to, česar prej nismo videli. To, česar tudi mali medved ni videl. Za malim medvedom je veliki kodjaški medved, ki stoji na zadnjih nogah, njegovo telo pa je v pripravljenosti, da z enim samim zamahom šape reši svojega sina. Velike šape, silovito renčanje. In takrat postane jasno. Mali medved se nima česa bati. Čeprav očeta ni videl, je ta bil ves čas tam. Gozd je za mladiča popolnoma varen kraj, saj lahko zaupa očetu tudi takrat, ko ga ne vidi in ko misli, da je ta odsoten. Lahko kaj takšnega velja tudi za vas in zame? Pisec druge knjige kraljev pripoveduje o času, ko je aramski kralj, Izraelov sovražnik, popadljiva puma, poslal veliko vojsko, da obkoli mesto Dotan in uniči preroka Elizeja. Joj, gospod, kaj naj storimo, je skrbelo Elizejevega služabnika. Prerok pa se je odzval s to osupljivo izjavo, ki jo najdemo zapisano v drugi knjigi kraljev v 6. poglavju v 16. vrstici. Ne boj se, teh, ki so z nami, je več kakor tistih, ki so z njimi. Verjetno je takrat Elizejev služabnik pogledal naokrog, da bi videl, le kje se skrivajo vsi tisti, ki so z nami. Elizej pa je molil: Gospod, odpri mu vendar oči, da bo videl. Kamera se počasi pomika nazaj. In Gospod je odprl dečku oči in je videl. In glej, gora je bila polna konj in ognjenih voz okrog Elizeja. Velike šape, silovito renčanje. Elizej je nato nadaljeval in prosil Boga, da Aramce oslepi, kar je tudi ta storil. In ko so se Aramci ustavili, da bi vprašali za smer, je bil prav Elizej tisti, na katerega so se obrnili. V božanski komediji Zmešnjav jih je lastnoročno dostavil izraelskemu kralju. Namesto smrti so bili Aramci deležni velike pojedine, nato pa so odšli domov. Odtlej Aramci niso več prihajali plenit v izraelsko deželo. Elizej je razumel to, česar njegov služabnik ni. Izraelci so bili obdani z ljubečo zaščito, o kateri se služabniku ni niti sanjalo. Trenutek, ko ga je bilo najbolj strah, je bil pravzaprav trenutek, ko je bil najbolj varen.
V življenju se znajdemo v različnih nevarnostih in soočamo z vsemi mogočimi težavami. To je del življenja. Bog nas pred tem ne bo obvaroval. Toda obvaroval nas bo pred eno stvarjo. Včasih, ko smo prestrašeni, pomislimo, da smo sami. Morda mislimo, da nihče ne vidi in da nikomur ni mar za nas, da smo prepuščeni sami sebi. Ko se to zgodi, se spomnite malega medveda ali še bolje Elizejevega služabnika. Spomnite se, da nekdo pazi na vas. Morda ga takrat ne morete videti, toda nikoli niste zunaj njegovega vidnega polja. Nikoli niste brez njegove zaščite. Ste varni Božji ljubezni. Dallas Willard piše, da je Jezus živel življenje popolnega zaupanja, saj je razumel, da je njegov oče neskončno zmožen in popolnoma predan. In nadaljuje. S tem, ko je ta veličastni Bog med nami, Jezus prinaša zagotovilo, da je naše vesolje za nas popolnoma varen kraj. Resno, naše vesolje. Danes veliko govorimo o varnih krajih, tudi o tako imenovanih mehurčkih, ki nas bi naj ščitili pred širjenjem okužbe. Naš svet je zelo nevaren kraj. Katastrofe, nasilje in bolezni mučijo naš planet. A vendarle nam svetopismo vedno znova in znova odkriva. Levje jame in žareče peči, faraonova ječa in dno Rdečega morja, čoln, ki ga premetava po razburkanem morju sredi silovitega viharja, vse to je bilo videti kot najbolj nevaren kraj, a se je izkazalo, da je najvarnejši od vseh. Resnično drži, naš planet je za nas popolnoma varen kraj. Ne zaradi tega, ker se na njem ne dogajajo slabe stvari, ampak zato, ker smo varni v Božji ljubezni. Apostol Pavel je v pismu Rimljanom 8. poglavju napisal naslednje besede. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Najhujše orožje, ki ga lahko uporabi ta svet, je nemočno pred Božjo ljubeznijo. To pa je psalmistovo odkritje v 23. psalmu. Tudi, če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Ko smo v nevarnosti, naše slabotno renčanje in cviljenje samo po sebi ne zaleže. Toda za nami stoji nekdo, ki neprestano pazi na nas. Res, da ga ne moremo videti ali slišati, toda Oče je ves čas z nami. In nič nas ne more ločiti od njegove ljubezni. Niti neuspeh, niti bolezen, niti bankrot, niti osamljenost, niti smrt. Močnejši od vseh teh sovražnikov stoji za nami in nas obdaja povsod okrog nas. Nekega dne bomo slišali njegov glas in videli njegove roke, ki nas držijo. Do takrat pa živimo po veri. A kljub temu velja, nikoli nismo sami. Evangelist Matej nam v 8. poglavju svojega evangelija pove, da je nekega dne Jezus skupaj s svojimi učenci bil v čolnu, ko je nenadoma nastal silovit vihar. Učenci so bili razumljivo prestrašeni, Jezus pa je dremal. Zakaj Matej vključuje to informacijo o Jezusovem dremanju? Zato, ker želi, da razumemo. Glede na to, kar je Jezus vedel o očetu, je bil prepričan, da je popolnoma varen. Učenci so imeli vero v Jezusa, zaupali so, da lahko naredi nekaj, da bi jim pomagal. Toda niso še imeli Jezusove vere. Niso še delili njegovega prepričanja, da so resnično varni v Božjih rokah. In to prepričanje je tisto, kar apostol Pavel imenuje Kristusov mir. Kakšno je videti življenje tistega, ki ima Kristusov mir? Kakšno bi bilo videti naše življenje, če bi resnično živeli v gotovem prepričanju, da je zaradi Božjega značaja in njegove zmožnosti ta planet za nas popolnoma varen kraj? Zagotovo bi čutili manj tesnobe in nelagodja, saj bi dejansko bili prepričani, da je naše življenje v Božjih rokah varno. Naša nezadostnost nas ne bi mučila. Živeli bi tudi z manj stresa
Imamo veliko dela in opravkov, toda v nas je lahko Božji notranji mir. Mir, ki izvira iz Božje navzočnosti v našem življenju. Zagotovo bi izrekli tudi manj neumestnih besed, ki nam zdaj uidejo z jezika, ker govorimo, preden premislimo. Ne bi nas mučil občutek krivde, saj v nas ne bi bilo nobenega dvoma o tem, da nas Bog resnično ljubi in nam odpušča. Bogu bi tudi dovolj zaupali, da bi mu bili poslušni. Ne bi si kopičili materialnih dobrin. Zaskrbljenost nas sili, da se osredotočimo nase in nas oropa veselje, energije in sočutja. Oseba, kateri vlada Kristusov mir, predstavlja oazo zdravega razuma in miru v svetu polnem kaosa. Ta mir začnemo doživljati takrat, ko se naučimo to, kar je napisal apostol Peter v svojem prvem pismu, 5. poglavju, 7. vrstici. Vse svoje skrbi preložite nanj, zakaj on skrbi za vas. Psihologi govorijo o tem, kako pomembno je, da se majhen otrok nauči biti sam v navzočnosti starša, še posebej mame. Ko otrok izgradi prepričanje, da je mama na voljo, da je pozorna in da je vredna zaupanja in da ga ne bo zapustila, ni več zaskrbljen. Otrok z mamo ali očetom ne rabi imeti ves čas otipljivega ali vidnega stika. Naučil se jima je zaupati. V določenem smislu ve, da je starš navzoč tudi takrat, ko je sam, zato osama zanj ni zastrašujoča in zato lahko z gotovostjo raziskuje svet. Na podoben način se v molitvi učimo tudi mi biti sami v Božji navzočnosti. Z Bogom se odprto pogovarjamo o vseh naših skrbeh in težavah. Zaupamo mu, da nismo zapuščeni, tudi če se ga ne moremo dotakniti in ga videti. On je z nami tudi, ali še bolje posebej takrat, ko smo sami. Prav to je tudi sporočilo Jezusovega starozaveznega imena, Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Vse svoje skrbi se moramo naučiti preložiti na Boga in to preprosto zato, ker jih imamo veliko. Okolje, v katerem živimo, uničuje našo duhovnost s tem, da neprestano proizvaja nove skrbi. Jezus je v eni od svojih prilik povedal, da lahko skrbi tega sveta zadušijo sporočilo evangelija. Živimo v svetu, kjer smo s pomočjo sodobne tehnologije povezani 24 ur na dan. Nič ni samo po sebi narobe s tem. Težava nastane takrat, ko tega postanemo odvisni ali pa ko dovolimo, da neprestani dotok informacij povečuje našo zaskrbljenost. To, kar potrebujemo, je 24-urni dostop do Boga in ta nam je tudi na voljo. Molitvi lahko svoje skrbi kadarkoli preložimo nanj. Upoštevajmo nasvet apostola Pavla. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, zahvaljevanjem. To lahko začnemo prakticirati takoj. Pomislite na to, kar vas v tem trenutku najbolj obremenjuje. Morda je to zaskrbljeno za to, kaj prinaša novo leto. Izguba ali razočaranje, ki ste ga nedolgo nazaj doživeli, ali naloga, ki jo morate opraviti, pa se vam preprosto zdi, da tega ne boste zmogli. Dovolj dolgo ste to nosili sami. Preložite zdaj to na Boga. Morda bo občutek zaskrbljenosti izginil v hipu, morda tudi ne. Ne obremenjujte se s tem. Vaša in moja naloga ni poskrbeti, da bodo naši občutki duhovno korektni. Vaša in moja naloga je poskrbeti, da svoje skrbi preložimo na Boga. V vsakem človeškem srcu je neugasljiva želja biti ljubljen. In v Svetem pismu beremo, da to tudi smo. Pisci Svetega pisma uporabljajo najbolj razkošne prispodobe, da bi nas prepričali o tem. Božja ljubezen do nas je ljubezen prijatelja, ki bo dal svoje življenje za tistega, ki ga ima rad. Ljubezen očeta do zapravljivega sina in ljubezen matere, ki ne bo dovolila, da bi pozabila svojega otroka. Božja ljubezen do nas je bolj strastna, kot je ljubezen najbolj strastnega ženina do njegove neveste. Bog nas ljubi. Te Božje ljubezni si ni moč zaslužiti. Lahko jo le s hvaležnostjo sprejmemo.
Nič, karkoli boste naredili, ne more Boga pripraviti do tega, da bi vas ljubil bolj, kot vas ljubi zdaj. Noben še tako velik dosežek, niti še večja lepota, širša prepoznavnost, niti globlja duhovnost ali večja poslušnost. In nič, karkoli ste ali boste naredili, Boga ne more pripraviti do tega, da bi vas ljubil manj, kot vas ljubi zdaj. Noben greh, noben neuspeh, nobena krivda, nobeno obžalovanje. Ironično je, da si veliko ljudi vse svoje življenje poskuša zaslužiti ljubezen, ki jo lahko dobijo samo, ko priznajo svojo potrebo po njej. Eden od najlepših odlomkov Svetega pisma je zapisan v knjigi preroka Izaija v 43. poglavju. Bog v njem govori svojemu ljudstvu in čeprav so besede namenjene Izraelu, veljajo tudi za nas. Preberimo jih skupaj in dovolimo, da postanejo Božje sporočilo vsakemu od nas. Poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj. Ko čez reke te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Ker Bog je velik Bog. Čeprav ga ne moremo videti ali slišati, je vedno z nami. Nikoli nas ne spusti izpred oči. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog, tvoj rešitelj, ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. Bog nas ljubi. Kaj še moramo doseči, dokazati ali si pridobiti? Bog nas ljubi. Na koga še moramo narediti vtis? Po kateri lestvi še moramo splezati? Bog nas ljubi. Kaj, kar bi dodali na naš življenjepis, bi lahko bilo pomembnejše od tega? Bog nas ljubi. Kaj, ko bi se odločili, da bomo v letu, v katerega bomo kmalu vstopili, vsak dan poskušali živeti v Božji ljubezni? Vsako jutro, ko se zbudimo, naj bodo naše prve misli: Bog me ljubi. Vsak večer, preden zaspimo, naj naše zadnje besede odmevajo sporočilo: Bog me ljubi. Zapišimo si te besede, če je to potrebno. Imejmo jih vedno pri sebi. Nastavimo si jih kot ozadje zaslona na naših telefonih ali drugih elektronskih napravah. Ko bomo v skušnjavi, da obupamo, ker smo ga polomili, se spomnimo: Bog me ljubi. Ko bomo odprli oči in nas bodo prevzele skrbi zaradi vsega, kar moramo tisti dan narediti, si recimo: Bog me ljubi. Spomnimo se tega, ko bomo v skušnjavi, da svojimi besedami ali dejanji osramotimo Boga. Ko bomo želeli izliti svojo jezo na osebo, ki nam je blizu, ali ko bomo v skušnjavi, da nekoga prizadenemo, zavedemo ali kakorkoli zlorabimo za dosego svojih ciljev. Ko nas bo strah, ko bomo zaskrbljeni za lastno zdravje ali zdravje naše družine, ali pa ko bomo osamljeni. Ne pozabimo teh besed, ki nam prinašajo življenje. Bog me ljubi. Bog, ki nas ljubi, je večji, kot si lahko predstavljamo. Morda ga ne vidimo in ne slišimo, toda on je tukaj. In vsakemu od nas, vsak dan znova in prav zdaj sporoča: ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim. V tej Božji ljubezni je naša varnost. Amen. Vabim vas k molitvi. Dragi nebeški Oče, hvala ti za sporočilo Svetega pisma, da nas ljubiš. Hvala ti za sporočilo, da smo v tej tvoji ljubezni varni. In hvala ti za to, ker nam to daje gotovost in mir, da se lahko soočamo z vsemi izzivi in težavami, ki nam prihajajo naproti. Gospod, naj bo misel na to, da smo ljubljeni, spoštovani in dragoceni v tvojih očeh, misel, ki nas bo vodila v letu, v katerega bomo stopili. Naj bo to tisto, kar nam bo pomagalo biti varni ljudje tudi za druge ljudi, ki iščejo varnost. In naj nam to pomaga biti tisto, kar ti želiš, da smo, sol in luč v svetu, ki to obupno potrebuje. Gospod, hvala ti za vse, kar nam sporočaš, za vse, kar nam daješ, in hvala ti za to, ker nas ne boš nikoli zapustil same. V imenu našega Gospoda in zveličarja Jezusa Kristusa in Svetega Duha. Amen.